Okay, dobrodošli v 7 glavah. Danes je 17.6.2013, ura je 19.48. Že spet sva kle, jaz in Boštjan in pa še en človek. Zdaj sem rekel človek, zdaj pa Boštjan ti pove, kdo je ta človek. Ta človek je oseba ženskega spola, prva gostja v glavah, tako da evo, smo postali kromosomsko raznoliki in to je zdaj to, gostja je, kako bi jo lahko tako na hitro, če jo pišemo, zaljubljena v knjige, zaljubljena v drobne beležke s črnimi ovitki in pa zaljubljena celo tudi v nogomet ali pa nogometaše, to ne vemo. In to je pravzaprav to, kar je zapovedati. Zapovedati vam bo še ful veliko, ampak kogar zanima kaj več o naši današnji gosti, Nini Košar, si lahko posluša intervju z njo v neki pododdaji, ki se reče Aparatus, in sicer petek 13. je bila ona gostja tam, tako da, Anže, ne vem, če si že slišal, ampak ta Aparatus je ful fajna zadeva, poslušaj kdaj. Jaz se sploh nisem počutila legitimna članica družbe, dokler me ni Anže obiskal s svojim mikrofonom. To je to, jaz zdaj pasporte dajem. To je res. Zdaj bom naredil nek dizajn, nekaj pasporta in bo pisal legitimen član družbe. Ja, vsi ostali pa lahko kar utihnejo. Ja. Tako da danes se bomo pogovarjali o eni seriji, angleški seriji, ne, ki sliši na ime Luther. Zdaj tako, začeli bomo tako, da bo Nina pičala Luthera ljudem, ki ga nikoli še niso slišali za njega in ga niso gledali. Tako da, kaj je Luther? Luther je en tak zelo, kako se temu reče, detektiv je, on detektiv in išče take zelo okrutne morilce, ampak te morilci so tako malo v drugem planu, zato ker v prvem planu je ta Lutherova kompleksna osebnost in v bistvu je ta nadaljevanka o njem, mislim, o tem takem zajebanem človeku, ki se spopada z družbo in svetom. Ja, in notranjimi demoni, pa to. Ja. Zdaj pa, kle sem jaz napisal v naše skupne zapiske, da se moramo ob neki obregam takoj na začetku, ne? Ker v Angliji je ta sistem BBC-a, ne, je dosti podoben naši nacionalki, ampak podoben v tem smislu, da je ta prvi program, to se pravi BBC1, rezerviran bolj za take ljudske zadeve, ne, bolj široko zastavljene Coronation stvari. Street. Ja, in podobno. Coronation. Odlična, kjera kulturna referenca. Pogooglite Coronation Street. Ali pa ne. Lahko, če imate ob sebi čaj in piškote. Jo, rekli smo to besedo. Zdaj bo dal pozorilo prej, da prej nam bojo poslušali, da se morajo strinjati s tem, da ni na omen piškote. Ali pa ker nek link bom dal že spet nekam, ki bo nekje gor skočil. Ja, Luther je dejansko na BBC One, ki je, tako kot smo rekli, bolj namenjen tem širše zastavljenim serijam, tam so kakšni taki sitcomi, ali kva so bili oni, nek family, pač tako res široko za celo družino varianta, ne. Ponovadi vse te edgy zadeve ali pa mal bolj črne zadeve, ne, so pa ponovadi na BBC-u 2, ki je pa kao The Cool Channel, ne, tam je pa vse bolj tako edgy, ne. In jaz v bistvu Luthera ne bi v live gledal, ker sem pač videl, da je to serija na BBC 1, ne. Če pač ne bi igral Idris Elba, pač glavnega lika, ne. Tako da zdaj me sam zanima, kako sta vidva v bistvu najdla Luthera, a sta ga prek Idrisa, a sta ga na randomni, ali ga kdo priporočil, pa prvo naj pižama malo pove. Ja, mogoče še ena ta zanimiva, ko ravno menjaš ta BBC 1, BBC 2 distinkcijo, že danes je dan tujk, za tiste, ki pač pogovor pred glavami je vključeval besede, kot so vokalen pes in ekstrakcija v ustih. Recimo QI, Quite Interesting, so pred eno ali pred 2 sezonama je eno sezono preživel na BBC One in tam se je to zelo poznal, ker so morali biti zelo bolj pridni, poštirkani, uglajeni, se je Stephen Fry sicer
to ni težav, moral se je pač tih svojih dvopomenskih innuendov samo znebiti, ampak so si pogovori tako nekako izveneli. Ja, to je bilo to. BBC One je mal povodenel QI, ampak potem se je zdaj s to zadnjo sezono so se pa znova vrnili na BBC 2 in pohodili gas tiste ravno pravšne nekorektnosti, da stvar postaja bolj zanimiva. Zdaj, moje prve srečanje z Lutherom je pa pravzaprav tako, da smo se danes malce pogovarjali, kje smo mi da sploh na njega naletela in se nisem mogla spomniti, ampak mislim, da je bilo prek Sherlocka, tako da je bilo, ko sva gledala že Sherlocka in sem potem mečkan neka ta priporočila okoli te serije gledala, da so omenili, da tale Luther pa tudi je v redu in ker priznam, sem en še od tistih ne cool, ne hipster kids, ki še niso gledali The Wire, čeprav imam to namen že nekaj časa delati, sem Idrisa spoznal prek Luthera, ne? Ampak moram reči, da je bila to izjemno dobra predstavitev, tako da me je odpihnilo. Ne? Predvsem to, kot je Nina omenila, ta notranji boj njegov, ko spremljaš, ko je on pravzaprav veliko bolj notranji uničen skoraj da kot te ljudje, ki jih preganja. In ne vem, znajo ta dinamika pri njemu, je potem kako te odnosi med osebami. Predvsem, mislim, res je tako skoraj, da je ta si zločin spremljaš, pa ga, kako ga odkrivajo, pa vse, ampak predvsem meni tukaj vleče to njegovo propadanje, potem vlačanje ven iz nekega dna in te interakcije, sploh med njimi Nelis, kar bomo verjetno mečkam kasneje, ko bomo res zagrizli v meso serije. No, ja, mene sta na Luthera navlekla Mojca in Pižama. To, kar sta na Twitterju ene parkrat omenila in pač ona dva tako, paste ta pihanje na dušo. Tako, njima absolutno verjamem, kar reče ta, da je kakšna serija good in imaš ene mafine v dobu. Rabarbari, ne limončkove hočem. No, v glavnem in pač sem šla pogledati in smo takoj padli noter od Luthera, tudi pri nas doma. Moram pa priznati, da me je bilo totalno strah. Ko jaz ponovadi nadaljevanke gledam po noč in jaz sem čist presrana, ko sem to gledala. Jaz se nisem upala niti na WC. Tako da, hvala lepa za to. Ni se kaj. No, ampak glih to je. Čakaj, sam še nekaj. Sorry. Jaz tudi nisem gledala, sem gledala The Wire, 2 sezoni in pol, pa nisem mogla več, tako sploh mi ni bilo res. Zame niste popolni ljudje, da te gledate The Wire, to je res. To je, vse vem. Vem, zakaj si nehala gledati, ampak The Wire bomo enkrat imeli v glavah. Ampak to je. Ko praviš, da nismo popolni ljudje, zate, to pomeni, da sem v tvojih očeh ravno kar shujšal. Jaz tudi. Kaj naj na to rečem, Hvala za kompliment, bom rekel. Medtem, ko se fanta bockata, bi jaz še tudi izkoristila to priliko, pač Pižama je omenil QI in to je najboljši kviz na planetu tem in to gledajte, no. Res, tako vzemite si čas, downloadite si vse sezone. Mislim, da bomo QI tudi imeli v glavi. Jaz imam nekle interni svoj spisek in je gor, tako da slejko prej. Mislim, QI mora biti na vseh internih spiskih razmišljujočih ljudi, tako da dajte, no. Definitivno. Za legitimne člane družbe. Ja. Anže, ali bo še kaj vprašal, ali če me sprostiti to iz sebe? Ne, kar daj. Mislim, vse vem, da hočeš slejko prej o Idrisu. Pa te gremo prvo na Idrisa, no. Pejmo na Idrisa, pa zdaj ti damo, to je tvoja platforma, tako da go. Idris, mislim, tako, pa ni mi to, da je Idris lep, pa da je vas tak čeden, pa to. Veš, v bistvu, kot Luther je res taka persona, da tako sediš in rečeš, wow, jaz bi ga vzela domov in bi ga dala v naročje in bi mu rekla, Luther, vse bo v redu. Kamen, recimo, on v The Wire mi je bilo čisto vse en zanga. Tako, bil je pač en od karakterjev, pa tudi v teh filmih, ko on igra, jaz bi mu rekla, da ne malo premiselno, kjer je vloga izbira. Za nordijski bog, ni to prav pisano zanga ta vloga. Čez kolen bi ga dala, res. Ja, no. Pa Prometheus, mislim. Ne, pa Prometheus je bil še tako, Prometheus je bil meni tako za noč film, da se mi je pol dogajalo nekaj podobnega, kot se mi dogaja med gledanjem True Blood, ne? Ko so lih danes me fanti obtožili, da se bomo zihar o True Blood pogovarjali. Jaz True Blood gledam tako.
bla, 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 Aleksandar Skarsgård, bla, 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 bla. Prometheus mi je bilo isto, bla, 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 Idris Elba, bla, bla, bla. Tako, pač vsaj nekaj je bilo, da mi ni bilo lih dolg čas. Odrešilna bilka. Ker jaz nisem gledal Prometheusa, sem se zdaj pa v tvojih očeh spet zredil nazaj. Ne, Prometheus je grozen film. Res je grozen film. Tis bi bil lahko tok dober film, pa je tok grozen film. Kaj sem drugač, moj najljubši režiser je Ridley Scott. On je naredil filme, ki so meni najbolj pri srcu in ful ima tako lepe slike snima in lepe, ampak koliko sva midva zdaj skregana, potem Prometheus. Se strinjam čisto. V glavnem, Idris Elba je krasen Luthor, no. Se pravim, drugač pa, kaj s tvem, ni zdaj to zato, kaj čeda. Tak, Luthor je res osebno. Staviš, koliko Benedict Cumberbatch mi tudi ni za znort čeden, ampak on je perfect Sherlock. Druge je pač zanimiv si fant, ampak ti si Sherlock. Idris je Luthor. To je to. No, sem glih to, kar sta oba dva v bistvu rekla, da on je pač toliko damaged, ne? Ja. Dejansko, da je jaz, koliko je pižama, v bistvu, ti si ful dobro rekel, ne? Da jaz tudi dejansko bolj gledam Luthra, zaradi tega, da vidim, koliko bo on pač se spopadal s tem svojim damage psychijom, ne? Kolikor te ljudi, ki jih lovi, ne? Čeprav je treba reči, da te ljudi, ki jih lovi, tle meni še niso falili s primerom umorov, ne? Tako, ker recimo pri Sherlocku v prvi sezoni, ta drugi del mi je bil dosti whatever, pač tako sem gledal sam zaradi tega, ki je pač Sherlock, ne. Kleva vsakič, ki je bilo kar cele te zgodbe, ki se vlečijo s temi morilci, ne, se mi zdi, da tako, ne vem, niso še z nobenim bad guyom ekstra falili, ali pa da bi bil dolgočasen, ali pa pač nerealni so vsi, sem to res nerealno, ampak pač tako, ne, kaj pa vi mislite zdaj o bad guyih, da namo sam o Inner Demons se pogovarjal. Mene bi kaj ugrabil otroke z avtobusom, ni bil tako mal tečen, no. Ja, sam po drugi strani pa, veš, kaj je boljše za Luthra, da reši avtobus pa otrok. Veš, to je še prav. Ja, to je tudi mogel enkrat rešiti. Ja, enkrat se je to mogel zgoditi. Ampak recimo, meni sta bila v prvi sezoni, jaz res, ker sem prej rekla, da se nisem upala na WC, ne. Meni je bil psihič, ki je mladim mamicam puščal kri, pa taksist, ki se z žensko lovil po hiši, ki se je ona zaklenila v kopalnico, ti se bilo meni konc. Ja. Jaz sem čist, res, jaz se tudi po noči, jaz moram psa pelati ob 9 in to je bilo, jaz ne grem ven iz hiše. V ta drugi sezoni sta mi bila pa ta dva dvojčka, v bistvu mi je bilo pa to eno tako vrste nasilje, a veš, tako random nasilje, tako nekontrolirano, da me je bilo totalno, tega mene je ful strah, tega mene je bolj strah, kot terorističnih napadov, pa to. A veš, tega random nasilja, ki nikomor nisi nič naredil, pa kar pride pa te žvalzne skladbo, ne. Ja, to je una Joker iz Dark Knighta, some men just want to see the world burn, pa to, ne. Ja, to je to, ne. A veš, teroristi, pa ne vem kva, pa prometne nesreče, pa vse se ti zgodi, sem ta random, tako, ker ne veš, kje te bodo leteli, to je scary, ne. Ja, to pa te dva dvojčka sta res gledala, ker najbolj prijazna švedska turista. Ja, pa lop, vseh okole, groza. Ampak veš, kaj je heca, ne, ker recimo, če bereš ti, jaz sem nehala brati BBC-jeve novice, ker te Angleži, te so res osekani. Oni imajo res take umore. Oni imajo čist, tako neke posameznike, recimo zdaj sem spremljala mal ta umor v Dune punčke Aprila, veš, ki so jo iskali nekaj časa, ki imela neko, mislim, da je imela malo autistka, pa stara bila nekih 8 let, pa zginila je v en džip, ki so pa najdli tipa in pa so ugotovili, da jo je, ne vem, razžagal in sežgal v svojem kaminu in je probal očistiti kri in se je kri upila spodne strani v tepih in tako so ga najdli. In takih umorov imajo oni ogromno, teh random brutalnosti. Tako da sploh se ne čudem, ne čudem se odkem navdih za te Luthrove morilce. Žama? Ja, pri nas v Sloveniji pa, če bi se navdihvali z teh umorov,
Tako da on prometni policist, pa bi te kretene na cestah. Pa bi pijan prišel dan, pa bi ženi glavo odprl. To je bilo to. Ja, mesto tudi od te zadnje sezone, ta druge, sta ta dvojčka, ne, to je bilo res, točno tako, kaj Nina rekla, ta naključje, kjer pravzaprav ne veš, kdaj, kje, kako bo udarilo. Se pa vidi, zdaj, kaj Nina začela v teh taksih, kako vam jaz in napadanju, kako vam jaz vse te neke britanske serije nekako že tako spojene v glavi, se mi kar prelivajo drugo v drugo, ko poskorata je več kot 1 leto, kar sem jih videl, ker sem se pri taksiju potem najprej spomnil na Sherlocka, na ta prvo, ki se tudi z unim kovčkom in sem potem potreboval par sekund, da sem se nazaj spomnil, kam to prhaja. Ja, pa Alice, mislim, da v tem spisku ne smemo spustiti, čeprav zdaj, koliko je ona tukaj še ta bad guy sploh in koliko je bratala in tak, ampak pozitiven lik, ne? Zdaj pozitiven lik v nekem tem Lutherovskem univerzu, ki je skala čisto zamaknjena. Ja, tle dejansko nimaš, ne, zdaj, kaj je prav, kaj ni, se prepleta, do katere mere se tukaj vidimo, neka Luther je skozi pod nekim nadzorom teh notranjih preiskovalnih služb, zelo do katere meje lahko še gre za to, da bo neki tej višji pravici, ki služi zadoščeno, koliko nekih osebnih svoboščin ali česarkoli drugega lahko on potepta, da prihaja. Ne? Zdaj, tle mislim, da je par zločincev kar tako dobo, no, na ta način, da jih ni prej obvestil, da bojo neki piškoti čakali. Ni jim prebral Miranda Rajca. Kaj ima angliško verzijo? Ampak, ja, Miranda Rajca angliška je to tako, da uleti Miranda in pol odpleše. Z izraznim plesom te pravice. Everything you shall say shall be used. Pa ene 4 please, pa thank you. Pa, Excuse me, sir. No, ampak ne gremo se res pri Alice ostati, pa Nina, ti malo povej to dinamiko, tako, pač za folk, pa zdaj sej, to so več ali manj spoilerji, ampak taki spoilerji spet niso. Ja, okej. Ja, Alice je taka. Alice je ta znanstvenica, nerdinja, hiperinteligentna punca, ki ima tudi dark side in o tem se pač njena in Lutherova dark side krasno klapata skupaj. In Alice je v bistvu neke vrste tak angel varuh Lutherov, ker tudi angel varuh in deus ex machina, ki pač po ključnih momentih uleti in mal razvozla in pomaga Lutheru, tudi s kakšno brutalnostjo, seveda. Ja. Ampak cela, v bistvu, a ni hecan, ne? Alice se v bistvu zelo malo pojavil. V prvi sezoni se mi zdi, da nek nasred kar malo zgine, pa so pa v drugi sezoni skužili, da imamo vsi radi Alice in so jo spet malo začeli podtikati po vsake tok časa sta se srečala in zdaj več gradijo na tem njunem odnosu. No. Mene je bilo en najboljših prizorov v drugi sezoni mi tist, ki se že tako malo ravsata, ki ne veš, a jo bo kušnil ali jo ne bo, ki sta z nosi čist skupaj. Northern exposure moment. Ja, čist, res. Mislim je bilo. Pa kle se splača sam še to reči, da v folk vedu unika niso gledali. Ne? To je res ena od unih serij, ki jo lahko zdaj že začneš gledati, pa si v 2 dneh konc, ker je vse skupaj kaj 10 delov. 10 delov je, ja. Ja, tako da to ne pogovarjamo se o nečemu, ki je 2 sezone po 85 delov, ne, in je treba trpeti. Hiter si skozi, hiter mine. Ne. Ja. In tle mogoče še kaj Nina reka, da je ta Alice angel varuh. Ona je angel varuh v tem mogoče pomenu, da ga na nek način rešuje še globljega moralnega propada, ker dejansko, ne sicer na njegovo željo, ampak kar ona vidi, kakšen človek je on, pa mislim, da ona dva sene na te neki visoko intelektualni ali intuitivni ravni se totalno zaštekata. Ne? Ona dva sta tako 2 osebi, ki sta si kos. Ona dva sta ta pač Sherlock pa Moriarty, ki se mata, ne? Izziv je pravzaprav v preigravanju drugega. In se tle, če rečem, tako, če spet potegnemo z neko paralelo Sherlockom, tam v prvem delu, ko mu en od policistov reče Sherlocku Holmesu, Sherlock je sociopath,
In pa ona za, but a highly functioning one. Tlej Alice isto, čeprav ona ni tako visoko funkcionalna, no ne se zdi kar več problemov. Ampak točno s tem, ker ona vidi, da njemu nekako grozi propad, ona stori tisti korak čez to mejo etike, kjer tudi Luther sam ne bi prestopil in ga na ta način rešuje. Ne? Tako kot nek ta, lahko bi rekel, da je ona nekako ta njegov temačna podzavest. Ja, ker ona je že prestopila prak, ta prak, ki pač zdaj z druge strani stoji na njem in Lutra odriva stran, kadar se mu preveč približa. Ne? Ona že ve pač, kaj pomeni moralni propad oziroma propad. Ne? Se ona tega ne gleda tako, ona je hladnokrvna zelo. Sam kle tu treba to vedeti, ne, da tako ona je v bistvu še bolj temna kot en temen model. Ne. Veš, ko ona, ki mu pomaga s tem, da v bistvu nase vzame breme, ki je še za njega prehudo, pa že on ni ta najbolj prijazen človek. Mislim, v smislu, ne, da si upa pristopiti to the dark side. Ne. Ampak, a veš, to je recimo, to, jaz sem, zdaj že vsi veste, da sem totalna fenica teh angleških krimičev, ravno zaradi tega, ne, ker imaš te karakterje, ki so v bistvu, a veš, Alice je totalen bad guy, Alice je hladnokrvna, bič, absolutno v dark side, ne, ampak lih s tem njenim, s to njeno vlogo angela pa v bistvu dela dobra dela za Lutra, ki mi pač navijamo zanj. Ne? Čeprav, a veš, ta dela so moralno totalno sporna, ampak mi vsem razumemo to tako, kot da pač ona ščiti njega, kljub temu, da sta oba čist damaged. Ne? In se potem zlahka predstavljaš njo in Lutra v eni taki v nekem spa kompleksu, kjer sedita v neki kadi vroče vode in ona potem razlaga, zakaj določene stvari naredila, tako kot ta Jamie in Brienne scena v v Herrenboru. Ja, on je tak Jamie. Tako, imamo jo radi, ampak vemo, kljub temu, da vemo, kaj vse počnejo, imamo radi. A jo vidiš kot Jamie ali kot, mislim, jaz se bolj kot Brienne mogoče. Kot Brienne. Možno. Mislim, da neška Brienne gre čez. Brienne je vse na drugem koncu neke te moralne lestvice. Ona je, Brienne je ta na en način naivna, ampak vsem posebitev teh viteških idealov. Ne? Ona je pravzaprav edini vitez skorda v celi seriji, ki se drži tega, kar bi vitez moral biti. Ne? Ker je čast, velja beseda, velja, skuša braniti neke te nemočne in tle ni toliko usporednic z... Ja, v bistvu imamo tam demček, ne, tako kot sta pač una dva. Je ona bolj tista, ker čeprav tle, mislim, tako če gledamo tam dem, pa bi mogli biti kot dva Jamie Lannisterja, no. Ja, enka je, ampak tako ločena v neki tisti točki dveh paralelnih vesolij, kjer imaš Jamija, ki je porinil Brena, dol stal, pa na drugi pa Jamija, kjer ga ni, ne, tako. Ja. Slab pa slabši človek, tako pač. Oziroma... No, pa sem rekla, Jamie v Lannisterju nikoli ni preveč, ne. To je trenutno moj najljubši lik, poleg Tywina Lannisterja. Jaz sem po Lannisterju, sem mi všeč. Ampak Tywin mi je všeč samo zato, ker je pač ta, kaj že? Charles Dance je naredil tako vlogo iz tega, joj. Pa zanimivo, že spet Angleži, ne. Tako, mislim, ni jim para. No, pa zdaj gremo nazaj na Lutra, pa jaz sem se še eno stvar, tako spomnil, ki jo moramo omeniti, ki je meni v bistvu pri tej seriji brutalno dobro speljana, ne, in to so vsi v bistvu podporni liki na policijski postaji, ne. Ker se mi zdi, da tako, kakor Lutra kaže, je cel ta subplot, kako on korapta, ne me slovensko rešuje, reši zdele, ne, pižama, come on, kaj to, kako kvari. Ja, da kvari v bistvu, ja, ljudi okoli sebe, ne. Izprija jih. Ja, on v bistvu, to je še boljš. Ja, on v bistvu tako, da seva to moralni propad in rdimne, ne, tako seva in vsake se pride zraven, mu reče živja v bistvu na eni točki, saj mal, če ne že prekrši zakona, ne ga saj mal upogne, ne. In ne, tako moram reči, mene res to je, da ena od unih stvari, ki sem jo pol na eni točki, je bilo že tako, dajmo še malo še s temi obadati, z uno Črnko, ne, ki je v bistvu mu pol že partnerka v končni fazi, ne. Res, mislim,
ta odnos, kot je Alice, pa vse fajn, to pa zdaj že spet spoiler, nekdo, ki umre, ki je njegov nadrejeni, ne. To je najmanj, kar lahko rečem. Res, mislim, gre za ful dobro dinamiko, polka gledaš, ker so to enourne epizode, ne. A veš, ni menga tazga brezvezenega filerja men pri Luthru, no. Malkrat so stvari noter, ki se dogajajo samo zato, da rabimo 1 uro napisati, ne. Zdaj smo morilca, smo malo že ujeli, pa ga lovimo, ne. Pa so pa vmes zmerno te zadeve, ki so tako, dajo še malo več mesa, no. Celi zadevi. To je prednost teh britanskih serij, ker delajo po 6 delov maksimalno, ne, kjer lahko stvar strneš in ti jo ni treba razvleč, ne, kjer se lahko res na zelo neke te karakterje naslonših izrišeš. Ne, to je ta, ne vem, če sta gledala Episodes, to britansko-ameriško sodelovanje, kjer ta producent reče Britancema, kako že, ko se pogovarja, ali celo ta Joeyov lik, ne, kako že, kaj že on, Matt LeBlanc. Ja, Matt LeBlanc, ne, v tem svojem pretiranem liku, ki razlaga te v piscu, kako, ne, zakaj ni dobro, da je tam ena učiteljica, ki je glavna, tako, ki se preigrava s tem glavnim junakom serije, ki jo snema, zakaj ni dobro, da je homoseksualka, pač zaradi tega prav, ker pri vas Britancih, ki ima 6 delov, ni problema, imaš skozi to neki ali je ali ni in spelaš plele, pri nas moraš pa 30 delov na leto narediti in boš v eni točki boš hotel, oziroma boš potreboval to, da se ona dva poljubta vmes in da narediš to ljubezensko zgodbo, ne. Moraš pač stvari toliko bolj odprte imeti in je, ne, ta zgoščenost, ki se vidi pri njih, ne, in tudi to je in konsistentnost, ne, zaradi tega, ker potem te britanske serije običajno dela en scenarist, pa recimo scenaristični par, vse skupaj, in ni tako kot pri Američanih, kjer imaš te showrunnerje, vodje projektov, ki začrtajo nek širši dramaturški lok in več piscev. Recimo to je pri Britaniji je to Doctor Who, ki ga bomo verjetno tudi nekoč obiskali, če ne prej jeseni, ko obhajamo obletnico, pa ko bom imel jaz čas pogledati, če tiste 4-5 delov ta novih, ki jih mi še ni uspelo. Ne, ker imaš pač tudi, kjer ta showrunner nekako zaznamuje in naredi tako, kot je Moffat imel zelo te Monster of the Week epizode, tako kot ima Russell T. Davies, tako kot ima Moffat zdaj te neke hude časovno potovalne, logične zanke, v katere se ujamejo in potem te hude zlobce in skrivnosti, ki potekajo čez cele sezone. Ne, ampak tukaj pa imaš potem to zgoščeno, znotraj katere res vse pade na svoje mesto, kjer se vsi te liki med seboj poklopijo. Ne. Jasno, seveda zato mora biti to potem še tudi te pogoje, da imaš ti kvalitetnega scenarista in vse ostalo, ker kaj ti pomaga, če moraš napisati samo 6 delov, če tudi že sama ideja ni dobra. Ne. Tako da samo zgoščenost ne da kakovosti, ampak jo pa omogoča. To je bil moj moj prijavni govor za vstop v Akademijo Viktor. Lepa. Ne, sem Tomaž dosti prav, ker dejansko, če pogledaš Luthra na eni strani, pa na drugi strani CSI, ne, ameriški, ne. Pač, ne, lej, grozen, ne, se glih to pravim, ne, ampak... Ne, to sem si tudi jaz zacaknala, da bom malo poprimerjala, tako da ti kar poprimerjaj. No, lej, bom jaz poprimerjal, pa me pa popravi, ampak prav. Mislim, da so škar strinjala, ampak hočem sam reči, da jaz si tako predstavljam, recimo, če bi Lutherja naredili pred CSI-om in bi potem do Angležev prišel ameriški producent in rekel, ta Luther je pa cool, gremo to v Ameriki narediti na networku, ne, bomo mi to na CBS dal, bi vam padel CSI. Pač točno to bi se zgodil. 24 delov na sezono, vsi liki bi bili mal bolj prijazni, pa mal bolj ameriški, ful bi se v vsaki epizodi še bolj lepo, veš, zavezale zadeve, ne. Pri Luthru je pa sam tako bolj, ka gledaš, bolj ta je strah iti na WC, ne. Pa tako, ki je Pižama rekel, res je gosto, ne, in ta gostota, res, mislim, raj 6 delov Luthra, pač pa pol mal čakam, ka pa 87 delov CSI-ja, ki mi je res vse in začisto vse, kar se tam dogaja, ne. Jaz pa znam, da sem CSI kar nekaj časa gledal. Jaz tudi in hočem tisti čas nazaj. Ampak meni so bile najboljše stvari, zmeraj je bila najboljši del na sezone, bila ona obvezna Lab Rats epizoda, kjer so se fokusirali
novne modele, ki delajo tam v tem laboratoriju. Se pravi, ne na policije, ampak unga creepy modela, ki je čisti slovenski, koliko star 40, pa živi par mami. Ja, Hodges. Hodges je. To kot trupalca reže. Ne, tako trupalca reže. Ne brez nog, ampak ki je v laboratoriju not pol dela, ki je res čisten tak slizi gaj, ker vse neke sodelavke pa ženske vreba in ampak tako dejansko tam je bilo vino, kjer si potem, ker je razbil to rutino nekega in si imel to ukvarjanje z odnosi in vse. Čeprav se oni so tudi, kaj je bil ta model, ki je imel CSI je imel neke te temačne trenutke, ki je bil Miki, ki je imel to zasvojeno z igrami na srečo in ki ga pol tudi mrtvega najdel. Vem, sem to... Neki 95 sezoni. Veš, to so take, lih sem hotela reči, ne? Ja, Američani proti Britancem, ne? Ja, to je tako pravac, tako easy. Mislim, da najbližji, kar so prišli, mogoče bo pa ta z Lawrence Fishburnem, s tem njegovim likom, ki je imel sam, ki je bilo ne par delov, ki se lovi z nekim serijskim morilcem, s katerim je imel že opravka v preteklosti kot strokovnjak in tam je bilo ne 3 deli, kar res vidiš tudi, kako njegova preteklost. In to je tisto res, kar dela zanimivo. Vsi ti notranji boj in tega, da ni samo tle smo tega najdel, bomo zdaj malo poiskali, ti si bil, evo, mama. A veš, jaz pa po drugi strani, ne, ta Horejša, kaj je v bistvu CSI lik, ne, on sploh nima nekega notranjega boja, on je njegov največji problem je to, ne vem, da je enkrat ženi od svojega mrtvega brata namesto $5,000 dal 7,000 in ne vem kaj, a veš, to so te dileme, pa recimo... Mislim, pri njemu je vedno dilema, katere od njegovih 5312 sončnih očal je vzel sabo. A veš pa recimo ta mentalist, ne, on je tak luštka, njegov največji problem je to, ne vem, da noče tipkat poročil po koncu, zaključ primer, ne. Niso mentalist v familiji, naj bi ta drug. Ne, temu so familija, temu so familija. Vsi ti ameriški junaki so tako, pač, ti nimaš sam s sabo nobenega problema, ker pač navijaš za njega, zato ker on je the good guy, ne, vsi ostali so the bad guys. Pri angleških karakterih, ne, recimo, a veš, moja favorite nadaljevanka od vseh časov je Prime Suspect, ne, to je nadaljevanka, ki je pač svet spoznal Helen Mirren, ki tam igra detektivko Jane Tennyson, ki je zelo problematična oseba. A veš, zdaj pred kratkim se je pojavila spet nova serija The Fall, ki igra Gillian Anderson, ki je pač iz leta v leto lepša. Jaz ne razumem. In bolj kaj stara, lepša je. To je res, to je ful res. Ful je res. In a veš, ona je tudi, tukaj imamo en lik detektivke, ki je spolna predatorka. Ona ni good guy, ona je grozna. Ampak ti vsem čutiš s temi ljudmi bolj kot s Horejšom, kaj že, ne vem kako se piše. Zato, ker imajo take hibe, ki jih imamo mi tudi, ne, a veš, ona, mislim, tam tukaj, recimo Luther je kolerik, Luther je grob do svoje žene in do njenega novega moža in pač grob je do ljudi, ki jih išče, krši vsa pravila. Tennysonova v Prime Suspectu je alkoholik, spi s svojimi kolegi, tako rekoč preko trupel gre za to, da reši primer. In Gillian Anderson v The Fall je, kot sem rekla, spolna predatorka, isto kot pač v serijski morilec, ki ga lovi. Ampak vsem se jaz tako notranje, mislim, jaz ne vem, a hočejo producenti teh serij mene prepričati, da so te ljudje grozni, ker jaz ne čutim tako. Jaz pač popolnoma razumem do neke mere, da je človek kolerik, razumem to, da je Tennysonova v moškem kolektivu in da je drugega kot to, da ga srk ne preostane, glede na to, koliko polena pod noge mečejo in da pač Gillian Anderson ni kriva, če poročeni moški z njo v postlo skačejo. A veš, to so take neke moralne stvari, v katerih ti začneš resno razmišljati. Tam pri Američanih ti ni treba v nečema razmišljati, on je pač good guy, nimaš nobene dileme sam s sabo. Da, ampak to pa ima pa Homeland, recimo, ne?
Ja, samo veš, to je ta razlika. To je res, evo. Ja, Homeland je izjema. Ampak to je ta razlika, ker pač to je razlika med network TV-om, ne pa cable TV-om v Ameriki, ne. A veš, ker network mora dostaviti unih 24 delov na sezono, ker morajo pokriti celo jesen pa zimo praktično, ne. A veš, HBO pa Showtime si ga pa lahko na vizijo vzame, ta naredita 10 do 13 delov, ne, tam je 1 ura, tudi ni reklam, veš, da je pacing čist drug, ne, isto so Mad Men pa Breaking Bad, recimo, ne, tam je vse. Pa House of Cards. Pa House of Cards, jaz še zdaj nisem gledal, ampak moram. House. Ja, pa House. No, ampak House je bil, ampak to je pa to, ne, veš, pa Američani celo naredijo končno neki tasga, pa je pa bum. Ja, pa morajo Britanca poklicati, da korektno odigra vlogo tega bad guyja, ki ga imamo vsi radi. Ja, to je res. Pa recimo Tima Rotha, ne, Tim Roth v Lie to Me, ker je tudi... Tega pa nisem povedala. Ja, to nisem gledal. Je pa luštno, tak, klik zaradi tega tudi, ker je zelo ima na trenutke en tak tist svoj moralni kod, po katerem se odloča, kaj bo počel, pa kako priti do določenih informacij in tudi zelo taka... ja, mislim, tudi zelo koleričen, s takimi koleričnimi spadi, se ne toliko brutalnimi, kot Luther, ampak to je sicer res, da je vse taka neka bolj ta klasična network ameriška, ampak tako, če kdaj ne bosta vedela, kaj pa bosta kje ujela, pogledajte kakšen del, no. Bomo. Okay, no, sicer pa je pa res, da Downton Abbey tudi nima kakšnih blaznih dilem. Sam so pa vsi lepo oblečeni. Veš, to je pa res, in lepo govorijo. Res je. No pa, ker smo že pri oblekah, pa pri temu, ne. Kako pa se vam zdi London prikazan, tle v Luthru, ne? Se mi zdi, da Sherlock in Luther sta London, saj meni, no, bom rekel, predstavlja oči se eni pač drugi luči, ki mislim, da do zdaj na TV-ju ni bila baš prisotna. Pa ne govorim zdaj sam tako o morilcih, ampak se meni je fajn ta scena, ker res snemajo na lokacijah, ker se to čuti, ker se mi zdi, da BBC je to delo, ne vem, v 70-ih, ker so vse še na film snemali, ne? A veš, kaj so bili v stanovanju, bila taka ostra slika, pa so šli za avto, čez polja, bila pa taka blur. Ja. No, to je en brutalen sketch v Monty Python seriji, ne, ki imajo We are surrounded by film, ne. In so kao noter in je valjda ta ostra TV slika, ne, pa čez okam pogledajo, jih pa od zunaj snema, pa We are surrounded by film in so valjda na film snemani. Ampak moram reči, da jaz ne vem, jaz dosti teh angleških gledam, ampak se mi zdi, da ne vem, je BBC kar predstavil, tako eno predstavo višji, no, kar se tega tiče, ker je ful enih stvari na lokaciji snemam, tudi kar je set dizajna zgleda pač dosti bolj legit, kot vse, kar je bilo do zdaj, sploh kar se dram tiče, no, se pri sitcomih je zmeraj tako, no. Ampak kar se dram tiče, res, mislim, moram tudi reči, da tako, hočeš iti pol v London, kad to vidiš, no. Nekako. A res, mislim, ker te nekdo lopne s kladivom. To je res, mislim, ne greš enkoli v taksi, hočeš pa v London. Ne, res me zanima, tako če sta to porajtala, pa kako je bil London predstavljen. Jaz sem sicer čez London samo vuštnila, tako da nisem si ga imela časa ogledati, ampak ja, mislim, definitivno tako, damo en tak Disneyland, mislim, tako, kaj eno tako skrivnostno mesto. Ja. Jaz bi tudi šla, ker da sploh tako v Sherlocku, v Luthru niti ne to, kaj tam med njimi stolpencami pa bloki pa vse tako malo griti, ampak Sherlocka bi pa kar šla na sprehod z njim, no. Mene je glih to všeč pri Luthru, ki je ta griti, pa ki so te council estate, ne, tega je tam ful, veš, te bloki ogromni, ki so v bistvu socialna stanovanja, v bistvu Nelson Mandela Street, ali kaj sta bila, Only Fools and Horses, ne. To je to, ker v bistvu Luther v drugi sezoni živi pač v Nelson Mandela estate. Ja, veš, ti se tok depresen, bom gled. Vzdrvalje, ki si videl, ki je arhitekt naredil iz kuhnje v dnevno sobo v okno, veš. To je prav, to bolj lower class Anglija, ne vem, če lahko obstaja. Mislim, da ne. Ja, se bolj ne da, ne. Jaz pa sreča, da mislim, da sem Luthra počel gledal potem, ko sem srednoči ob 3 zjutraj mogel iz Svetega Pankracija do letališča pridati, ker sem imel take povezave, pač večerna iz gor iz severa Anglije, bolj do Londona in potem gor
tam okoli, tam sem srečal, to je bila sploh ta genialna kavla, ti zrihtamo karto, pač da prideš do Londona, pa se tam naprej na letališče in jaz itak, se bom zjutraj šel in na srečo sem se s kolegom, z Lukom, ki je takrat še živel v Londonu, Luka Stepan, ta dizajner, da mi potem on rekel, daj ti pogledaj ti tale na iPhonu, ko imaš te povezave potniške, kaj je, in on tako pravi, ti če hočeš v avionu jeti, ne smeš čakati do 5 zjutraj, ko začne laufati sabo, ampak moraš že zdaj let, imaš še en avtobus in potem so potem tam iskal točno, kje je ta avtobus zunaj bil, neki ruski taksisti so me ogovarjali, če se peljem z njimi, da imajo ful ugoden prevoz. No, thank you, I've already got my bus ticket. In pa upal, da me ne bo videl čez 3 minute, ker sem stal par avtomatu za bus ticket, kako. Ampak je po svoje zelo tak, kar surrealistična, ker se tam ob 3-4 zjutraj, ker se glih počas poletke, mečken že mrak se dvigne, ker se z tem potniškim avtobusom vozaš po tistih ulicah in je vse tako zelo mirno, ne, ker jaz, kakor se je prej v Londonu tiste par dni vrvi, ne, vse vrvi, ampak takrat sred noči pa taka tišina čudna in prav, mislim, da če bi res gledal jutra prej, bi bilo to kar tako, bi se stiskal tam noter, takoj za šoferjevim sedežem, pa ga prosil, da mi pripoveduje pravljice o Paddington Bear. Ja, on bi pa medtem že kladivce šlatal. Ja, se točno to, ja. Kje pa piše, da je voznik avtobusa legit, stari, to je. Ja, ne vem, aparatu so ga še ni bilo, tako da. Sama si videla, a veš, tako ne, ko smo se prej pogovarjali, BBC pa nacionalka. Jaz si vedno predstavljam te ljudi, tega človeka, ki sedi tam v pisarni in pridejo Monty Python jih njemu in rečejo, stari, mi bomo posneli noro serijo skečov, ki bojo izgledali tako in tako in tako, in pol ta človek reče, ja, okej, in to poštempla, ali pa ne vem, človek, ki sedi v pisarni in pridejo do njega Clarkson, May in Hammond in rečejo, mi bomo pa razfukali 200 avtomobilov v naši vdaji in oni rečejo, krasno, dajmo to narediti. Mislim, to je noro. Pride veš eno v pisarni, potrebuješ do njega, reče, lej, tako imel bomo eno zložki, pa 2 tipa, kot ta pravlja vice iz Polihove pratke 40. In on reče, v redu. Krasno. Ne, ampak to si dobro rekla, nekaj sem se to s pižamo pogovarjal o aparatu, so pa se lahko navežemo, ne. Ker jaz ne vem, če v Sloveniji obstaja tudi v vseh paralelnih svetovih, ne, realnost, kjer bi Luthra nekdo odobril. Ne, jaz tega ne vidim, no. Jaz tudi ne, mislim, absolutno ne tako okrutnega, mislim, tako krutega in tako križpricajočega, kot, mislim, to bi ne, ki. Ja, ampak si pa upam reči, ne, da nivo posnemanja, čist filmmakinga kot tazga, ne, pa mislim, da celo imamo, ne. A veš, mogoče ne na takmu nivoju, ne, ker je pač tam drug denar v igri in druga oprema, ne, ampak si pa upam reči, da zdaj pustimo scenarij pa to, ne, kjer je pač Igor Karlošek, pa imaš to Igorja Karloška, pa enega mulca ali pa mulo, ki se mu res bed stvari dogajajo. Ja. Zdaj, če niste brali Gimnazica, njegovega dejtaga, ker je res super, taka tudi zelo temačna zadeva, se mu vidi pač, da tip dela veliko s temi mladimi v teh, se ne vem, kako se zdaj tem reče, temu, kar je bilo včasih popravni dom, kaj je zdaj to? Delikventi. Bivanska enota za mlade z drugačnimi moralnimi prioritetami. Moralno challenge. Kakšni packi smo tako. Ja, ampak jaz mislim, da to bi se dal. Sam tam bi mogel en jareš, pa bi to mogel v roke en dobiti, kaj ve, kva dela. Ker tudi pri Angležih je toliko enega šrota vam pride, da je noro. Mi dobimo te najboljše stvari in pa vsi pravi, ja, ti Angleži sam hude stvari. Ja, snemajo hude, imaš pa tudi joj. In sploh teh stvari, ko pogledaš 5 minut, pa rečeš, v redu. Saj, ampak moja babica gleda kaj že Miss Bidet, ali kaj je, ne, kaj je ona? Bokej, ja. Dobar, keeping up appearances, ti si je men. In umera od smeha, ko to gleda in pa res te prijah na obisk, moram sedeti z njo na kavču in se smejati in to je grozno, res. Ne, sem tam je un mož s Hondo, je tam. Mož je the best. Jaz odklopam zavest, ko to gledam in je v redu. Okay. Ampak, ja, no, mislim, dober, pač pustimo BBC-ov oddelek za dokumentarni oddaje, mislim, da za dokumentarce, ki jih tako
ljubim jih, ker delajo krasne stvari, mrzim jih, ker nimam več niti 20 giga na računalniku prostora, ker špricajo pač dokumentarci z njega, koliko jih imam zdownloadanih. Ampak mislim, BBC je krasna hiša, no, po mojem. To je dejstvo. Vse so Luthra naredili, ne? Sej, Da. Mislim, kaj. Da. Okay, zdaj pa, ker smo videli že trailer za 3. sezono, ampak jaz sem pošel gledat, kje je Kaj si datum. mislite? Ja, mislim, meni zgleda. Meni je tako malo, tako vse se nekaj zgodi, pa nič se ne razbere. Ja, ampak a ni to dobro? Jaz sem pa glih to hotel reči, res to je bil cel moj point, je bil, da hvala Bogu niso nič povedali. Tako ful vidiš, da se bo nekaj dogajalo, ali pa novi liki, pojma nimam, za kva se bo šlo. Jaz pa nisem uspela razbrati, a bojo spet tako vsak del en serijski, mislim en morilec, ali bo to neka zgodba zdaj Mislim, da bo, večja. jaz sem bral neke izjave, da ne bi bil vsak pač neka taka bolj zaokrožena. Aha, Celota, super. nekaj prejšnjo drugo sezono sem videl, da so hoteli narediti 2 dvourni oddaje, pa so potem razbili. Aha. Tukaj pa ne bi bil vsak neka zaokrožena celota, ampak meni je glih to super. Ta trailer, ki ti vzbudi željo, da bi gledal, vzbudi zanimanje, ampak ne pove pa stvari. Veš, zdaj, ko gledaš, kdaj, ko greš v kino in ko vidiš, so prej ti traileri, se ti cel film pove. Ja. Zdaj, kar je po svoje dobro, ker si v eni minuti videl, da se ti splača ure pa pol vršte za neko sranje. Ampak tako res vsa zgodba, veš, ni da bi ti pokazal, veš, le, če je zgodba dobra, ti lahko sam s par stvarmi vzbudi zanimanje, samo s par poudarki nekje z začetka, ne pa, da ti more potem že cel zaplet pokazati, kaj vse bo prišlo za to, da pol pride, pa to itak morajo delati zaradi teh Američanov, ker oni, če bi na nulo padli noter, itak ne bi štekali, ampak imajo že prej naskrčeno obnovo v trailerju, potem da tako veselo vidijo, aha, ja, točno, to bo zdaj, in potem tako umirjeno lahko jejo tiste kokice pa hamburgerje z minimalno distrakcijo z velikega zaslona. Sam kaj pa taki traileri, kot je bil recimo, a sta videla tega za Newsroom, za novo sezono, ko je Bill Pullman na eni plaži in z eno mizo sedi, pa tako zelo abstrakten. Jeff Daniels. Sorry, Sam povem, samo Bill Pullman, vsaka čast, to je to gdala. Odkje bi bil Pullman? Zdaj le veš, da 7 ljudi, ki je gledal West Wing, pa Dave umira od smeha, pa Independence Day, pa vse živo. Newsroom, pospravila sem se ga gledati, ker sem tudi Sorkin fan in West Wing je ena mojih najljubših nadaljevank v življenju, ampak Newsroom je pa isto tako, veš, kot sem ti prej rekla, jaz kar tako zakopljem, nekam podzavest, pa odklopam glavo, tako da pač mi ni treba, mislim, čist neprisotno gledam te stvari in zato pa mi Bill Pullman od nekje uleti. Newsroom je bil res tako dolgočasen, joj. A res, men pa ne to, ampak to bo že debata za enkrat drugič. Ampak Mislim, v bistvu mi gre totalno na živce ta ženski lik. Nje ne moram poslušati, ne gledati. Prav na živce mi gre skloftala bi jo, če bi bila moja sodelavka. Zanimivo angleščina. Ja, ampak ful poudarjajo to, da je ona angleščina. To je res. Po settle down se je Ponedeljek 17.6.2013, torej 2037, Nina Kožar prizna, da obstaja Britanka, ki je ne prebavlja. Več njih. Ni edina. No, sem to, kar si rekla za un trailer, recimo, da od Newsrooma meni je tisti cool, pač, ki sam malo nakaže. Mene tudi ne. Jaz sem upala, da bo Luthar tudi kaj tazga, veš, da bomo pa si šerali po Facebooku. Da bo minifilmček, ki bo narejen samo za to, da te... Ja. Teaser. Tak teaser, ki je pač mini-movie, ne. Pa vse v bistvu to je, ta nova, mislim, sam klej je skatano vse iz epizod. Tukaj je razrezan in sestavljen. Ampak a sta slišala, da ne bi bil tudi Luthar film v igri? Ja, in ne bi celo, pač ta serija, 3. sezona ne bi bila nekako pripeljala do tega, da bo pač zgodbe filma, upamo, da bo, ne, ker... Jaz tudi upam. Ja, pa Bill Pullman bo noter, ne, se ne. Veš, kaj me najbolj? Kdo je v Sloveniji že omenil Billa Pullmana v zadnjih 5 letih? Jaz sploh ne vem, a on sploh še dela kaj. Jaz sem mogel, zdaj da hitro sem mogel pogledati na Google, da se ne. A kdo je Bill Pullman? Vrhunski. A ne, on je igral Independence Day. Ja, predsednika, ja. Okej, evo. Pa While You Were Sleeping, Sandra Bullock. Zakaj jaz to vem, ne vem, ampak vem to. Zato, ker si moški, ki ga ni strah ženstvenega dela svojo seksualnost. Res je.
I'll own that, tako da. Ja, ne, fino bi bilo, da bi bil You're in film. touch Jaz že with ga your čakam, feminine. tako kot se čaka Arrested Development film, ker zdaj sem samo taka kratka zastranitev, zdaj sem končno pogledal vseh 15 delov, užival in stvar se konča z dejanskim dobesednim punchlinom, ampak vse skupaj pa zgleda teh 15 delov kot en teaser, Ja. zato, da zdaj bo pa zares nekaj prišlo in zdaj bomo pa imeli totalen razčefuk. Tako da, Michael Hurwitz, vem, da poslušaš glave, film čim prej. Okay, no, dej pa gremo pa sam tako za konc, da Lutra zaključimo, ne? Prej, Ja. ko smo rekli, da, ko smo Nina že sinopsis nekako povedala, ne? Zdaj, kaj bi Folko rekla, pač kot sem se rekel, kaj je kratek, pa da se ga da gledati, ne? A veš, pač sem, zakaj ga gledati, no? Tako, da veš, da moraš pičati zadevo v minuti, pač kaj rečeš? Veš, kaj, upisati zadeve je zmeram nahar, zdaj smo vse povedali in odnose in malo spoilerjev že, zdaj pa uno tako pika navija, veš, pič Luthra, ajde, Nina, ti. Zato, ker je res tako, ker ni tak, ni easy, mislim, ni fast food serija, no. Res moraš imeti tako, moraš malo vklopati glavo in če ti, mislim, a veš, sil teh razmišljanju, sil teh odločanju, a si z Luthrom ali nisi z Luthrom, a si z Alice ali nisi z Alice, tako, ne ponujati enih takih simple rešitev, no. Moraš se kar malo ukvarjati z njo in sam sabo. Nina, ti, jaz sem tako, kar rekel, Nina itak povedala, to jaz se ne bom trudil pičati. Jaz sem tako vprašal, Nina, ti, ki si ljubiteljca knjig, si prebrala roman o Luthru? Ne, obstaja. Obstaja, Luther the Calling, napisal ga Neil Cross, se pravi avtor serije. God damn it, sem še to kupoval. Ja, sicer je kao samo eden, trenutno zunaj šel je pred avgust 2011, in pa, tako, jaz sem tudi to, sem brskal zdaj v pripravi za glave. The novel introduces the character of Detective Chief Inspector John Luther. The novel is a prequel to the television series and focuses on the traumatic case involving a child killer named Henry Madsen. The final events in the book mirror those portrayed at the start of series 1. Odlično. Prodal si mi zdaj. Ja, tako, The Calling je pa tudi dobil the Guy Marsh Award for Best Crime Novel leta 2012. Bom jaz najdel Amazon link, pa ga dam v post. Jaz pa lih kakšen krimič na plažo iščem. Ja, prav mi bi bilo kao the first of 3 tiny novels, tako da se zdaj ne tle zgleda, da je samo ena trenutno izšla. Tako da bi pa za konc, preden bomo zaključili, ker tole itak potem iz Lutra rata in tak super BBC pa British TV Fest. Ena stvar z zelo takim tudi damaged detektivom v glavni vlogi, ampak z čist drugega konca, in sicer gre za stvar z naslovom A Touch of Cloth. Ja, prosim, brez spoilerjev, ker to je Brooker napisal in nisem še gledal. Ja. Charlie Brooker, tako, genialni satirik, ta Jeremy Clarkson digitalne generacije. No, ja, meni on super, kad tako laja. On oni te njegovi TV Ruined Your Life, pa TV Wipe in vse. V glavnem, on pa Daniel Meyer, scenarista naredila to kao dvodelna, v resnici so predvajali skupaj, uro 40 dolga zadeva. A Touch of Cloth je ena taka parodija v tej najboljši maniri raznih police squadov, pa kaj je bil Naked Gun in tako naprej. V glavnem igra John Hanna, tip je bil v Spartaku, on je tak, zgleda mi tako, bi rekel, poor man's James Nesbitt. No, tako, jaz njega pa Nesbitta zmeri mešam, ampak ful v redu igra in je ena taka parodija teh policijskih proceduralk, kjer jih ni sram uporabljati, ne nekih čist na prvo žogo šal, vizualnih gagov, noter recimo imaš DCI paper cutout in imaš iz kartona izrezano eno pač policistko, ki jo nosijo sabo po raznih. Imaš tudi jasno ritualne umore in vse, noter, kaj treba, in tip, ki je totalno zapit, preganjajo ga duhovi preteklosti
žena njegova je umrla v nepojasnenih okoliščinah in to potem kulminira v enem takmu, pač režiš se, daš možgane na off, mislim, moraš jih malo imeti, ker da dobiš vse reference, ki jih nafilajo noter, ampak je neka super zadeva. Tudi mogoče, to sem zdaj videl, to sem pa sfalo, ker sem v prvo gledal, zdaj, ker tukaj na Wikipediji, sem hotel reči, da je Brian Cox je noter, pa ga nisem, ne? Ampak ni Dr. Brian Cox. Ampak je Brian Dennis Cox, Scottish actor, rojen leta 46. Kdo bi bilo malo čuden, da bi profesorja Coxa spalil? Če bi bilo to res, da je Cox v nečemu, kar je Brooker napisal, bi ni glava eksplodirala. Ja, po mojem res. Cox med tem stoji na kakšnem hribu v sončnem zahodu in v kamero razlaga o zvezdah. Skrivnosti življenja, vesolja in sploh vsega. Tako da, v glavnem, stvar se res norca dela iz vseh teh klišev in pač, če ste siti teh ameriških, ki smo jih prej omenjali, razvlečenih, dajte pogledati, ker je stvar res zabavna. Pa tako, dost sili tudi na trenutke, ampak pa polno teh nekih referenc sodobnih tudi. To sem jaz brala, da je ogromen referenc na te moje ljube Prime Suspecte in take stvari. No. Ja, zato sem si že pozavgala dol z neta in pripravila za pogled. Pogled, Touch of Frost pa itak vemo, ne, da je, mislim, se dela norca iz tega Touch of Frost, ne, z, kaj je že ta iz... Ta huge model je bil Frost. Ali Only Fools and Horses. Iz Only Fools and Horses, kaj je že Sir... Jason neki. Ja. Del Boy. Okay, Del Boy, ja. Oziroma Albert iz Discworld filmov. Zdaj grem takoj tole klikat, ker me bo stran, ker zdaj so vsi 500 mojih teh geek kredenc, David Jason, ja. Vlada, ne, Touch of Cloth je drugač, Touching Cloth pa vemo, kaj pomeni, ne. Ja, dajmo ne. Želvico. Dobar, ne, dajmo ne tega. Jaz ne razumem tega. Oh God, ne to razlagati. Prosim, ne to razlagati. Kako razložiti? Ko moraš na stranišče, pa si 500 km stran od doma. Ja, in potem nekaj Touch of Cloth. V glavnem. Lej, res ne razumeš. Resno to, ko prideš na stranišče in se usedeš in vidiš, da boš morala dati pred spodnje perilo. Wow. To je čim bolj, ko se ti mu reče, eufemistično razloženo. Zdaj si lahko nabijamo Skid Row zraven. Oh God, ok. V glavnem, dajmo na tej točki. Oh God. Zapakirati 7 glave. Najbolj skatološke do sedaj. Res je. Nina, povej, kje se te najde na internetu? Na Twitterju, jaz sem opica. Ok, pižama, ti. Sem čist. Pizama www.streetsbedance.com, upam, da so vsa upozorila za piškotke pravilno nastavljena. Ja, jaz sem na Twitterju afna.nzt, laufa tale naš mail glave@aparatus.si 2p, tako da tešte nam na Twitterju, kakršen koli feedback je dobrodošel. Ideje tudi sprejemamo za stvari, ki bi jih lahko obdelali vnaprej, ja. Pa, če ste slučajno naročeni na glave v iTunesih, lahko tam daste oceno, ker tako pomaga. Petkica. Če pa niste, zakaj pa ne? To je res. Odprite si iTunes, pejte, dajte samo tako stisnite 5 zvezdic, to je super, počutili se boste kot zelo produktiven osnovnošolski zobozdravnik. Tako da, ja, vse linki do vsega, kar smo omenjali v tej epizodi, bojo pa v postu na aparatus.si/glave. Tako da, to je to, vidva reči, adijo, jaz bom pa probal izbrisati v njih Touching Cloth par minut. Jaz bom probal izbrisati v njih Touching Cloth. Ne, tako sta sramežljiva. Adijo, lahko noč. Lahko noč. Čau.